Največja prednost, ki se mi zdi za podjetje, je ta, da dejansko razprši rizike v smislu financiranja, da ni v celoti odvisna zgolj od enega tipa financiranja, če govorimo zdaj o bankah, govorimo o kreditih, ampak da ima dejansko vzpostavljeno infrastrukturo, kjer lahko v določenih situacijah poseže po različnih variantah financiranja. Skratka, enkrat, ko kotiraš na borzi, imaš te kanale odprte in kadarkoli jih potrebuješ, si zelo fleksibilen in posebej v določenih krizah, kot se je zgodilo pri nas, ko so banke zaprle svoje pipce, v takem momentu, v taki situaciji imaš možnost nekih alternativ. Kot drugo je definitivno večja prepoznavnost. Dnevno se objavljajo podatki, podjetji, ki kotirajo na borzi, veliko se pojavljajo borzna podjetja na tak pa drugačen način v medijih. Seveda, če kotiraš na borzi, pomeni, da zadostuješ mnogo tem kriterijem, ki jih zahteva tako regulativa kot borza sama, kar po drugi strani tudi zvišuje ugled podjetja, ker pomeni, da dosegaš vsaj te minimalne standarde, ki so predpisani. Večji ugled pa pomeni oziroma je, bom rekel, tudi mogoče se odraža v višji boniteti, kar pa spet potem poceni nadaljne financiranje. Naslednja prednost kotiranja na borzi je definitivno lažje prevzemanje drugih podjetij, ker ne rabiš nekega svežega kapitala, lahko gre za neko izmenjavo delnic in tako dalje. Je pa res, in tukaj pridemo zdaj do mogoče pomanjkljivosti, da si pa tudi lažja tarča za, bom rekel, za nekoga, ki te želi prevzeti. Po drugi strani, bom rekel, je mogoče slaba lastnost kotiranja ta, da so s tem povezani določeni dodatni stroški, in pa seveda obveznosti poročanja, ki so pa pač vezane na to obveščanje javnosti, kvartalna poročila in tako dalje. No, sigurno je smiselno utoliko, da je dobro diverzificirati svoje financiranje, svoje vire financiranja, v tem vsekakor. Seveda pa vsaka od tipov teh virov prihaja z nekimi obvezami zraven. Tudi tukaj ni zastonj kosila, da tako rečem. In seveda podjetje mora pa vsako presoditi, ali mu v danem trenutku, v dani branži neke stvari, neke prednosti odtehta slabosti. What is quite interesting, and at some point of time, a company has a specific strategic vision what to achieve in the near future, and there are various reasons why a company considers an IPO. It's on one hand to consider financing growth, expansion, regional expansion, product expansion. It's an additional access to financing for the company, to get additional capital into the company. And don't forget, shares are also an acquisition currency. That means shares can be used by companies to acquire competitors or to support growth in other jurisdictions. Komisija preko svoje službe za podporo strukturnim reformam po državam članicam financira oziroma omogoča preko izbranih svetovalcev, ki so zelo usposobljeni svetovalci iz EBRD-ja, v Sloveniji preko ATVP in Ljubljanske borze, omogoča podjetjem, malim in srednje velikim podjetjem, ki so primerna za tako vrsto financiranja, tako imenovano pre-IPO svetovanje, to je brezplačno svetovanje, projekt, ki poteka 24 mesecev, da se v tej fazi odločijo, če želijo bodisi kotirati na borzi in tako pridobiti nove vire financiranja, to se pravi alternativne vire financiranja, ali izdati podjetniške obveznice. Komisija tak projekt podpira, ker je v Sloveniji potreben nadaljnji razvoj domačega kapitalskega trga. To vidimo tudi v luči razvoja Unije kapitalskih trgov v Evropski uniji, ter seveda tudi, ker že nekaj let preko Evropskega semestra Slovenijo opozarjamo oziroma ji priporočamo, da nadaljnje razvija dostop malih in srednje velikih podjetij do alternativnih virov financiranja. Predvsem si želimo podjetja, ki imajo najmanj dva momenta oziroma elementa, in to je, da so ambiciozna in pa da imajo potencial za rast. To se mi zdi, da je nujen pogoj, ker imamo podjetja, ki so ambiciozna, niso pa
bom rekel, nimajo pa nekega potencijala, pač, ne vem, napačen poslovni model ali kakorkoli. In pa imamo podjetja, ki so izjemno uspešna, nimajo pa ambicij. Ne, so zadovoljna s to velikostjo rasti, ki jo imajo, tako da mi si želimo podjetja, ki imajo potencijal in pa ki so ambiciozni.